gneča na uradih geodetske uprave, Miran Vuk o obisku kriminalistov. V Slovenski Bistrici otrokom tudi med počitnicami ni dolg čas. Oblast na Ptuju so prevzele pustne maske. Lepo pozdravljeni. Zaposleni na geodetskih upravah v teh dneh zaradi urejanja registra nepremičnin pregorevajo. Na Mariborski so prav danes zapolnili že vsa mesta za naročene stranke. Od prihodnjega tedna bodo naročali celo zunaj uradnih ur. Dnevno sprejmejo okoli 500 ljudi. Največ pritožb pa je nad oceno vrednosti nepremičnin in stopnjo obračunanega davka. Na območni geodetski upravi v Mariboru v teh dneh vsi zaposleni delajo samo na urejanju registra nepremičnin, drugo delo stoji. Podatke vnaša vseh 10 zaposlenih, pomagajo jim tudi študentje. Dnevno sprejmejo okoli 500 naročenih in nenaročenih strank. Ljudje so nastrojeni, saj so upravičeni, saj smo tudi mi sami nastrojeni proti celemu, ker ni odvisno, nismo mi sestavili tega, mi pač moramo tiste neposredno podatke zbirati. Na upravah zatrjujejo, da vsi potrebni podporni informacijski sistemi delujejo več ali manj nemoteno. Ljudje pa imajo največ pritožb nad višino ocene vrednosti nepremičnin in določene stopnje davka. Ker plačujem davek, ker sem oddal stanovanje. In zdaj pogledajte to, kak je stopnja, davčna stopnja je 0,50. Vse fotokopirati, vse mogoče izpiske, vse odločbe so rekli, da moraš mi zraven, da dokazuješ nekaj, kar je že zdavnaj dokazano. Napaka je dejansko v tem, ker so takrat študente zaposlili, njim pa je bilo vse eno. Oni, kaj so napisali, ker posledic pa nihče ne nosi. Plačali smo tako mi davkoplačevalci. Na Mariborski geodetski upravi so sicer prav danes zapolnili že vsa mesta za naročene stranke. Od naslednjega tedna bodo naročali celo ob četrtkih, torej zunaj uradnih ur. Podobno je tudi na Ptuju, kjer na registru nepremičnin dela vseh 5 zaposlenih, stranke pa naročajo po 18. marcu. Na Osrednjem Štajerskem sicer ugotavljajo, da jim do zadnjega marca, ko se izteče rok za popravke, verjetno ne bo uspelo sprejeti vseh strank. Poročali smo že o obsežni kriminalistični preiskavi, v središču katere je bila družina Vuk iz Zavrča, županom Miranom Vukom na čelu. Med drugim jim očitajo davčno utajo v višini najmanj 200 tisoč evrov in skrivanje premoženja pred zasegom. Miran Vuk, ki smo ga danes obiskali na sedežu podjetja RM Vuk Holding, vse očitke zavrača. Miran Vuk odločno. Preiskava je bila namenjena diskreditaciji moje družine. Delamo zakonito, če je treba, grem tudi na poligraf. Do današnjega dneva nisem bil ne pridržan, ne zaslišan. Če bi bil tak kriminal, pol bi že moral biti zaprt. Pa še nisem. A kriminalisti mu očitajo ponareditve ali uničanja poslovnih listin ter davčno utajo. Ko so osumljeni davčni zavezanci izvedeli, da se zoper njih vodi davčni inšpekcijski nadzor, so začeli obremenjevati svoje premoženje s hipotekami s ciljem, da bi se izognili plačilo davčnih obveznosti v zaenkrat ugotovljeni višini 200 tisoč evrov. Najprej je podjetju svetoval nekdanji prvi dacar Ivan Simič, zadnja 3 leta pa Rok Snežič, ki je tudi doktoriral iz utaje davkov. Kdo v Sloveniji pričakuje, da bo davčni svetovalec na strani davčnega urada? Nihče. Takšnega svetovalca si nišče ne želi. In pri gospodu Snežiču ne gre za to, da bi on bil pri nas, da bi nam pomagal delati prevare, ampak dejansko da svetuje. Podjetje posluje zakonito, plačuje vse davščine, samo za lani je podjetje izkazalo 1,5 milijona evrov dobička. Davčni organ je namreč razpolagal s podatki o opravljenih gotovinskih dvigih z računa pravnih oseb na območju Evropske unije in tudi izven območja Evropske unije v skupni višini več kot 17 milijonov evrov. Ni bilo prenosov nobenega denarja na Ciper, ker v teh časih ga sploh ni denarja, da bi ga kdo prenašal. Zavrača tudi očitke, da bi s hipotekami, za katerimi ob NLB stojijo tudi tuji državljani, skrival premoženje pred zasegom. Dejstvo pa je, da je donosno podjetje RM Vuk, ki letno beleži več kot 20 milijonov evrov prometa, prodal sicer slovaškemu podjetju s koreninami na Cipru. Enotedenske zimske počitnice so danes začeli še šolarji vzhoda Slovenije. Tako bo do petka na počitnicah več kot 81 tisoč osnovnošolcev in 38 tisoč dijakov. Med počitnikovanjem mladinske organizacije naj ponujajo številne tudi brezplačne dejavnosti. Tudi v Slovenski Bistrici na osnovni šoli so pripravili posebne delavnice. Čeprav bi morali danes ostati doma, so z veseljem prišli v šolo. Slovensko-bistriški osnovnošolci jo imajo očitno zares radi.
Jaz sem sama želela, da pridem v šolo, ker doma mi je bilo dolg čas, pa sem rekla pač, da bom prišla v šolo nekaj delati. Tu nekaj dogaja, ne? Ja, nekaj se tu dogaja, zanimivega, zato pa sem v šolo pa prišla. Kaj imaš reči, čokolado ali šolo? Šolo. Dela jim ni zmanjkalo. Kuhali so, sadili semena in si pod mikroskopom ogledovali alge. Pripravljamo lojno pogačo, pa sadimo papriko pa paradižnik. Po zimi ptičke moramo hraniti, ker oni tudi za nas skrbijo. Da otrokom med počitnicami ni dolg čas, gre pripisati mladi učiteljici Ani Črešnar, avtorici projekta Popestrimo šolo. Sicer zelo uspešen 2-letni projekt se bo zaključil jeseni. Tudi že pred počitnicami so spraševali, če se bo kaj dogajalo, ker se radi družijo med sabo, poleg tega pa tudi kaj novega naučijo. In smo zelo veseli, da je tak odziv iz strani otrok. Otroci pa se bodo lahko ta teden kratkočasili tudi pri Zvezi prijateljev mladine. Izdelovali bodo pustne maske in majevske pečate. Pestro bo tudi v dvorani Tabor, kjer se bodo družili na drsanju, igranju košarke in se učili borilnih veščin. Vse se bo zaključilo na dirki s Pležuhi na Pohorju. Potem, ko so upravljavci pohorskih smučišč le dočakali nekaj prave zime, da se lahko ljubitelji snežnih strmin naužijajo smučanja in deskanja, pa je te dni naval tolikšen, da nekateri smučarji že negodujejo. Na Arehu je bil že včeraj zjutraj prometni kaos pri parkiranju, gneča pa je tudi na avtobusni povezavi do Areha. Prvi jutranji avtobus kljub ugodnim pogojem za smuko danes na zgornji postaji pohorske vzpenjače ni bil poln. Soboto nazaj je bila pa res velika gneča in takrat ne moš, da vsi sedijo, oziroma tudi treba stati. Avtobus je registriran za 95 ljudi in potem pač nekateri bi radi se bolj ugodno peljali, drugi pač se ne bi radi stiskali, je pač treba potrpeti danes v naših časih. Tudi smučari, ki so namesto povezave do Areha z vlečnicami raje izbrali avtobus, se skoraj niso pritoževali. Nein, das ist angenehm meines Erachtens. To je sasvim normalno. Tudi v Nasildu ali Šladmingu je tudi gneča, ne? Vse posod na svetu morate malo počakati. Edino v Mariboru morate takoj priti na gondolu in takoj priti na smučišče. To nikjer na svetu ni. Nije bila, mi smo par dana nije bila, danas jeste, evo prevelika. Mi smo za čas vikendov poskrbeli, da vozita iz vzpenjače do Areha 2 avtobusa, med tednom vozi en avtobus. In to je dopoldanska gneča na Arehu. Ja, počitnice so to je vzrok, verjetno zaradi tega, da je vse polno, ne? Pa tu jih gostov je tudi dosti, ne? Do proge je bilo treba tudi slab kilometer peš. Hudo je, mislim, gužva pa to vse. Je, naravno, s ovom opremom je. Lep sneg je, zakaj bi bilo slajbolje. Po sprva slabi zimi so zdaj na Pohorju optimistični. Tako na Pohorju in pa na Areškem in Mariborskem imamo še dovolj snega, da računamo, da bomo sezono izpeljali nekje do 20. marca. Včeraj je obratovala še čopka v dolino, danes smo žal zaradi včerajšnjega močnega dežja bili primorani spodnji del tudi zapreti, kljub temu pa obratujejo vlečnice in pa sedežnice do Koče Luka normalno. Dobra zasedenost hotelov na Pohorju se obeta še prihodnji počitniški teden. Kmetje in obrtniki so prepričani, da so informativni zneski davka na nepremičnine, o katerih so že bili obveščeni, občutno previsoki. Zato upajo, da bo Ustavno sodišče zakon o davku na nepremičnine razveljavilo. Sledijo še druge novice. Poslanci na izredni seji potrjujejo kandidate za nove ministre za gospodarstvo, zdravje in Slovence v zamejstvu in po svetu. Metodu Dragoni, Alenki Trop Skaza in Gorazdu Žmavcu se obeta potrditev, saj bodo zanje glasovale vse koalicijske poslanske skupine. Predsednica vlade Alenka Bratušek je v nagovoru poslancem povedala, da bodo novi ministri prenesli preobrat na bolje. Dotaknila pa se je tudi dela vlade v zadnjih 11 mesecih. Programski svetniki Radiotelevizije Slovenija na današnji seji pripravljajo razpis mesta generalnega direktorja. Čez 3 mesece se namreč izteče mandat Marku Filiju. Fili je ocenil, da je vlada junija lani, ko je vrnila RTV prispevek na 12,75 evra na mesec, javnemu zavodu omogočila normalnejše finančne pogoje delovanja in rebalans, ki je omogočil programskim enotam realnejše pogoje izvajanja programsko-produkcijskega načrta.
Naraščanje gladine vode na Planinskem polju in Cerkniškem jezeru se upočasnjuje. V zadnjih 24 urah se je na Planinskem polju zvišala za 6 cm, od tega ponoči za centimeter. V prihodnjih dneh naj bi se razmere stabilizirale. Na območju je še 20 gasilcev in kakih 40 vojakov, ki polnijo in nameščajo protipoplavne vreče, utrjujejo nasipe ter črpajo vodo iz ogroženih objektov. Po potrebi bodo med delom gasilcev še občasno zapirali cesto Logatec-Postojna. Na Ptuju se je konec tedna začelo že tradicionalno 54. kurentovanje. Ključ, ki odpira vrata v občinsko stavbo in oblast v najstarejšem slovenskem mestu, je od župana Štefana Čelana prevzel princ karnevala. Skupaj z vodjo kurentovanja so nato razvili še karnevalsko zastavo na občinski stavbi. Sledila pa je zaradi neugodnega vremena nekoliko okrnjena povorka avtohtonih mask ter gostujočih skupin iz tujine. Princ karnevala ima tudi letos ambiciozne načrte za blagostanje občanov. Dodatno bomo obdavčili ne z 22, vendar z 10% dajatve in te 10% ostane v naši ptujski blagajni. Iz Ptuja ne damo ven nič. Županu pa bodo ta čas pod prste gledale dornavske ciganke. Mi ne nudijo te dodatne pomoči samo v eni osebi, ampak celo v 6. Torej 6 cigank raje na zemlji. Zaradi slabega vremena je bilo v povorki le nekaj skupinskih mask od napovedanih 41. To je tradicionalni haloški lik, baba, ki dela nose. So pa možje kar nekaj v sebe dali. Pa ker niso mogli domov, so pač ženske prišle s koši po njih in jih nesli domov. Cigani. Obleka naša posebna pisana, pa dobrosrčnost. Zagotovo največji prikaz ne zgolj v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru tega izjemnega bogatstva etnografske pustne karnevalske dediščine. Ker je to pač nekaj lepega in za Ptujčane nasploh, tako da mislim, da je fajn, da tudi prenašamo na otroke. Kurenti so se zaradi dežja, ki bi jim lahko poškodoval dragocena oblačila, že skoraj odpovedali povorki, a nekaj jih je na veliko veselje vztrajnih gledalcev le prišlo odganjati zimo. Bogat program kurentovanja se bo sklenil prihodnjo nedeljo, ko pričakujejo kar 4000 udeležencev. 106. rojstni dan pa je pred dnevi praznovala verjetno najstarejša Mariborčanka in tudi Slovenka Julijana Turk. Zadnja leta prebiva s hčerko in vnukom v Mariboru, prej pa je živela v Veliki Varnici v Halozah v občini Videm pri Ptuju. Kot otrok je preživela prvo in tudi drugo svetovno vojno. Izučena šivilja je še vedno rada urejena in na tekočem z dogajanjem, zato vsak dan prebira časopise in spremlja televizijo. Rada tudi potelovadi, pleše žal ne več, zato pa toliko raje zapoje. Rodili so se 3 otroci, ima že 9 vnukov, 15 pravnukov in 2 prapravnuka. Kaj mislite, zakaj je mama dočakala toliko let? Zato, ker je živela v naravi, z naravo? V naravi pa ona ni bila sekirant. Ona je živela od danes do jutri. Mislim, delala je hudo, ampak ni se sekirala. Kaj bo zdaj to, kaj bo zdaj to? Jeseni so odščipnili točko Velenčanom, zdaj so premagali Celjane. Mariborski rokometaši dokazujejo, da postajajo vse pomembnejši del slovenskega klubskega rokometa. To priznavajo tudi gledalci, ki jih je bilo v zadnji tekmi v dvorani Tabor že skoraj 2000. Vsaka čast publiki. Mislim, da v letošnji sezoni še ni bilo toliko ljudi. In seveda, ko igralci, ko smo videli to veliko število ljudi, nas je nekako dvignilo in sploh v teh trenutkih na koncu smo stopili skupaj, mi in publika nam je pomagala do nove zmage. Zadnje 3 minute tekme med Branikom in Celjem so gledalci preživeli stoje, saj je napetost dogajanja, v katerem so Mariborčani za ostanek zadetka spremenili v 2 prednosti, poskrbela, da ni bilo nikomur žal, da je večer preživel na rokometni tekmi. Ta je bila izredno razburljiva in polna preobratov. Mi nismo pričakovali druga kot zmage. Mi smo šli sem na zmago, opekli smo se, bili so boljši in kaj naj rečem. Treba bo veliko delati. Zdaj je prvenstvo v bistvu skoraj že zglobeno, ampak treba bo igrati vse tekme do konca maksimalno. 4 minute od 60 so bili v vodstvu Celjani, preostali del tekme ob 11 izenačenih pa Mariborčani. Najvišjo prednost so imeli vijoličasti v 42 minuti, ko so vodili za 4 zadetke. Mi kvaliteto nedvomno imamo, mogoče nam fali, nam manjka malo izkušenj, kar prinaša te težke tekme. S temi težkimi tekmami mi dobivamo izkušnje in jaz mislim, da tudi pač v borbi za
Za drugo mesto mi še nismo rekli zadnje besede. Razlika med Celjem in Mariborom znaša 3 točke. V drugem delu državnega prvenstva oziroma v ligi šesterice za prvaka, s katero pričenjajo ta konec tedna, se bosta ekipi pomerili 2-krat. In v 10 krogih se lahko še veliko stvari postavi na glavo. Preletimo še nekaj tujih dogodkov, od resnejših do hudomušnejših. Ukrajina je izdala nalog za aretacijo odstavljenega predsednika Viktorja Janukoviča. Nove ukrajinske oblasti so nalog izdale v okviru preiskave množičnega poboja protestnikov prejšnji teden v Kijevu. Ukrajinski poslanci so v soboto izglasovali odstavitev Janukoviča, ta pa se je že predtem umaknil v Harkov na proruskem vzhodu države. Od tam je sporočil, da ne namerava odstopiti in da je še vedno legitimni ukrajinski predsednik. Kasneje naj bi bila policija Janukoviču preprečila, da bi se ukrcal na letalo in odpotoval v Rusijo. Z letališča je Janukovič odšel neznano kam. Le dan po slovesnem zaključku olimpijskih iger v ruskem Sočiju je policija v Moskvi pridržala več 100 ljudi, ki so protestirali zaradi samovolje ruskih sodišč. Kakih 700 protestnikov se je zbralo pred sodiščem, kjer so danes 7 obtoženih spodbujanja k nasilnim izgredom na protivladnih protestih v Moskvi, dan preden je Vladimir Putin prisegel na svoj 3. mandat na položaju ruskega predsednika, obsodili na 4 leta zaporne kazni. Nepridipravemu avstralskem mestu Bowen pa je uspelo ukrasti 7 ton težak mango. Mesto je avstralska prestolnica gojenja manga, nato pa je turiste od leta 2002 opozarjala velika skulptura tega tropskega sadeža, za katerega so odšteli kar 81.000 ameriških dolarjev. To pa ni edini velik sadež v državi, ponosni so tudi na velika ananas in banano. Še vreme, sprva bo predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji prehodno spet nizka oblačnost. Čez dan se bo tam zjasnilo, zlasti v hribih na zahodu se bo oblačnost povečala. Pihati bo začel južni ali jugozahodni veter. Temperature bodo od -3 do 2 stopinje Celzija, čez dan kar 7 do 14. V sredo bo na Štajerskem in v Prekmurju delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik, ki bo zvečer ponehal. Bolj oblačno, a večinoma suho bo v četrtek. To je bil pregled domačega in tudi tujega dogajanja 24. februarja. Hvala, ker ste nas spremljali. Nasvidenje.